Hrvaška ima 1246 otokov. Ima 1777 km kopenske obale. Ima 4058 km obale na otokih. In ima 31 000, nekaj več kot 31 000 kvadratnih kilometrov teritorijalnega morja. Slovenija ima 43 km obale. Ste si zapomnili, 1700 kopenske, pa 4000 obale na otokih. In 180 kvadratnih kilometrov morja. 180 kvadratnih kilometrov morja proti 31 000. Če jaz prav razumem dobrososedske odnose, pa sva z Francijom soseda, pa imam jaz 100 hektarsko parcelo, bi on radil tam en prehod, ne bi rekel, par kvadratnih metrov, so dobrososedski odnosi to, da jaz to njemu šenkam. A je res? V tem primeru, še nekaj moram dodati. S Hrvaško smo bili dolgo v skupni državi. Smo to državo tudi skupaj gradili. Med republikama je bilo veliko prijateljstva, veliko dobrososedskih odnosov, občine pobratene, vse lepo in prav. In tako tudi mora biti. Pa vendar le, če bi to bili dobrososedski odnosi, če bi to bilo prijateljstvo, če bi to bilo spoštovanje, spoštovanje v evropskem duhu, če hočete, bi se to morali mi sami zmeniti. Ne pa, da Hrvaška nam oporeka teritorijalni dostop do mednarodnih voda. Torej, oporeka nam to, da bi Slovenija lahko dostopala do mednarodnih voda tam spodaj, ne po koridorju, ampak po svojem teritorijalnem morju. Jure, si tu? Daj še tisto eno drugo sliko mi, daj to gor, bomo se lažje pogledali. Temu jaz ne morem reči dobrososedski odnosi, oprostite. Dobrososedski odnosi, ne, to še naprej, še, recimo, ne, še to. Sicer ta tudi ni najboljša, ampak dobro. Torej, to je, ne, zmejo je treba priti do mednarodnih voda. Mogoče bi bila ta linija Savudrijskega rta mogla biti ravna, pa ne prelomljena. Ampak to so detajle. Zmejo moramo priti do mednarodnih voda. Ampak govoril sem o dobrososedskih odnosih. Imamo primer Francije in Monaka. Monako ima manj obale, kot ima Slovenija. In so se v duhu dobrososedskih odnosov dogovorili, Francija in Monako, da bo Monako imel koridor do mednarodnih voda, ki je širok 3,1 km in dolg 88 km. In ta koridor, vode v tem koridorju so teritorijalne vode Monaka. To so dobrososedski odnosi. To so dobrososedski odnosi. V našem primeru, škoda, da ni kakega zemljevida, da bi cela Jugoslavija bivša bila narisana, pa celo morje. Vse se pa ja Piranski zaliv niti na tistem zemljevidu ni videl za Božjo voljo. Tako je to majhno. Ampak ne. Ker Slovenija ne sme imeti teritorijalnega dostopa do mednarodnih voda. Zakaj? Zakaj ne? Zakaj pa to Sloveniji ne bi pripadalo?
če smo to vedno imeli. V Jugoslaviji smo to vedno imeli. Ustavno sodišče je rekel, da imamo tudi sedaj. Prišli smo v Evropsko unijo, zdaj pa tega ne bomo imeli. Bez te logike ne razumem. Res ne razumem te logike. Tako da, jaz pač ne bom padal na te lepo izgovorjene besede. Da bo Slovenija torej narobe, da ima arbitražno sodišče nalogo, da določi stik Slovenije z mednarodnimi vodami. Trala lahko vsasa. Trala lahko vsasa je to. Ste videli, to so vse tisto, kar sem vam prej govoril. Kondomini, odprto morje, skupno uveljavljanje skupne suverenosti. To so vse stiki. To je vse stik Slovenije z odprtim morjem. Samo kakšen? Kakšen? A si tako predstavljamo mi teritorijalni stik z mednarodnimi vodami? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da vse tisto, kar je manj od tega, kar je zapisalo Ustavno sodišče, ne nazadnje vse, kar je manj, kar je bilo zapisano v sklepu Državnega zbora, ki je bil sprejet na našo pobudo. Bom rekel, to je malo okleščena tista zadnja, tretja resolucija. Vse, kar je manj, je za nas nesprejemljivo. Ker je to pač bilo na 25.6.91 slovensko. Mi smo oblast na tem morju in na teh ozemljih izvrševali Slovenci. Vsi se spomnimo, kaj se je zgodilo za Koroško. Za 5000 glasov. Za 5000 glasov je šlo narobe, da bi danes bil celovec slovenski. Klagenfurt, če hočete. 5000 glasov. Več kot 130.000 Slovencev je ostalo na drugi strani meje v Italiji. Zaradi tega, da je takratna Jugoslavija dobila celotno Istro in otoke v Kvarnerju. 130.000 Slovencev je ostalo v Italiji. Da ima danes Hrvaška celotno Istro. Nikoli prej v zgodovini Hrvaška ni imela Istre. Nikoli prej. To je pravica. To je pravica, da bomo zdaj se mi tu tresli za to, ali nam bodo dali tam 500 metrov širine morja, pa da bomo lahko prišli do mednarodnih voda, ali ne. To je pravica, lepo vas prosim. Mi pa bomo zdaj kar, ja, Amerika, pa ne vem, kdo še vse so rekli, pa moramo lepo pridno Slovenci biti pridni, pa v Boga. A vas je bilo takrat strah, ko se je šlo za samostojno Slovenijo? Vsi so bili proti, vsi. Evropska unija, se spomnite, kdo vse ni leto po takratni Jugoslaviji, pa so nas rotili, da ja ne bi slučajno šli na svoje. Da ja, ker vas ne bomo priznali, pa ne. Medtem so nekateri naši politiki govorili, travo boste jedli. Travo boste jedli. In kaj je storil slovenski narod? Hvala Bogu, razlika je bila ta, da smo takrat bili složni. Je šli smo na plebiscit, pa smo rekli, da bomo imeli svojo državo. In kaj se je zgodilo? Ja, nič. Relativno hitro so začele deževati, kako se temu reče, torej, da so priznanje samostojnim državam. Relativno zelo hitro. Danes nam grozijo, da bodo nastale nepredvidljive okoliščine,